Pozdravljeni, dragi gledalci. Danes bomo govorili o Karantaniji. Slovani na ozemlju od Sudetov do spodnjega toka Donave so živeli v vojni skupnosti z bojevniškim ljudstvi Avarov. Mednje so spadali tudi Slovani v vzhodnih Alpah. Slovani na današnjem Češkem in Moravskem so se leta 623 uprli avarskemu gospodstvu. Pri uporu so se jim pridružili tudi Slovani v vzhodnih Alpah. Uporniki pod vodstvom Sama, ki je bil verjetno frankovskega rodu, so se združili v prvo znano slovansko državno tvorbo, Samovo plemensko zvezo. Njeno središče je bilo severno od Donave. Obsegala je tudi vzhodnoalpski prostor s tamkajšnjimi Slovani. Samova plemenska zveza je bila tako trdna, da je uspešno kljubovala nekdanjim slovanskim gospodovalcem, Avarom, a tudi frankovski državi. Frankovski kralji so se jo prizadevali uničiti. S Samovo smrtjo leta 658 je slovanska plemenska zveza razpadla in Avarom je uspelo obnoviti svojo nekdanjo oblast nad Slovani na prostoru nekdanje zveze. Slovani nastanjeni globoko v vzhodnih Alpah, predvsem na območju današnje avstrijskih dežel, Koroške, so v Samovi plemenski zvezi sestavljali posebno kneževino. Vodil jih je knez Valuk. Tej slovanski skupini je uspelo ohraniti samostojnost tudi po razpadu Samove zveze. V veliko pomoč sta bili pri tem ugodna lega in naravna zaščita okoliških gora. Za prostor, kjer so živeli Valukovi alpski Slovani, se je uveljavilo ime Karantanija. Karantanija se v 7. in 8. stoletju uveljavila tudi kot vzhodnoalpska slovanska politična tvorba, kot kneževina. Nastala je in se krepila v boju proti Avarom na vzhodu in Germanom, Bavarcem in Langobardom na zahodu. Njeno osrednje območje so sestavljale kotline in doline ob zgornji Muri in Dravi. Zavarovane za gorskimi verigami, središče Karantanije pa je bil krnski grad na Gosposvetskem polju. Kneževina se je samostojno in svobodno razvijala približno 1 stoletje, do sredine 8. stoletja. Na čelo karantanskega ljudstva je bil knez. Karantanci so ga izbrali izmed pripadnikov vladarskega rodu. Stoloval se je na Krnskem gradu. Knez je bil njihov vladar. Vladal je s pomočjo vrhnega vojaškega sloja karantanske družbe. Posebnost v zgodnje srednjeveški zgodovini alpskih Slovanov so kosezi. To so bili oboroženi knežji spremljevalci. Kosezi so sodelovali pri izbiranju in ustoličevanju knezov. Po propadu Karantanije so deloma postali plemstvo, deloma pa kmetje. Do 13. stoletja so ohranili številne pravice in privilegije. Imeli so svojo pravo in sodstvo ter posebno vlogo pri ustoličevanju koroških vojvod. Bili so osebno svobodni in niso bili vključeni v fevdalna zemljiška gospodstva. Večino karantanskega prebivalstva so sestavljali svobodni člani vaških skupnosti, živečih v velikih družinah, ki so sestavljale vaške skupnosti. Več naselij je sestavljalo mesto, ki je načeloval župan. Najnižji družbeni položaj v karantanski družbi so zasedli maloštevilni patriarhalni sužnji, večinoma vojni ujetniki in potomci premaganih staroselcev. Ti so ohranili krščansko vero. Oblast karantanskega kneza je postala dedna, najpozneje v prvi polovici 8. stoletja. Oblast je nastopil s posebnim obredom, s posaditvijo na knežji kamen, ki je nekoč stal pri Krnskem gradu in je bil simbol knežje oblasti. Obred, s katerim je knez postal oblastnik karantancev, imenujemo ustoličevanje. Obrede ne poznamo iz sočasnih, temveč iz precej mlajših virov, ki govorijo o ustoličevanju koroških vojvod. Ti so bili v poznem srednjem veku nosilci oblasti v predelih, ki so nekoč tvorili Karantanijo. Njihovo ustoličevanje je imelo nekatere značilnosti, zaradi katerih ga lahko utemeljno povezujemo z davnim ustoličevanjem karantanskih knezov, o katerih pa ne vemo veliko. Kneževina karantancev ni bila edina plemska tvorba, ki se je v zgodnjem srednjem veku oblikovala na slovanskem naselitvenem prostoru v vzhodnih Alpah. Ob njej je obstajala tudi kneževina Slovanov s središčem v Zgornjem Posavju. Ta prostor so v zgodnjem srednjem veku imenovali Karniola. Ime je izpeljano iz zemljepisnega imena Karnija, po domovini antičnih Karnov. Kot slovansko kneževino je poznano tudi iz frankovskih virov, kjer je rečeno, da Karnijolci živijo ob Savi, središče slovanske Karniole je bilo verjetno v Kranju.
nekdanjemu Karniju. Središče slovanske karniole je bilo verjetno v Kranju, nekdanjem Karniju. Domnevamo pa, da je bila karniolska družba zelo podobna družbi Karantancev. Upam, da vam je bil današnji dokumentarec všeč. Če vam je bil všeč, pritisnite like in se naročite. Hvala in lep dan.